Vse stopinje vodijo na Liberak. Sejem akademske knjige Liberak 2021. Lepo pozdravljeni. Danes se nahajamo v enem izmed najlepših ljubljanskih vrtov, v Försterjevem vrtu za filozofsko fakulteto. Tukaj vsako leto poteka sejem akademske knjige Liberak. Letos je nekoliko drugače. Tukaj so sicer obiskovalci, ki lahko spremljajo različne dogodke. Potujejo iz Avalona in še dlje, potujejo na vzhod, odkrivajo čarne slovanske dežele, odkrivajo germanske jezike ali pa odkrivajo stari in novi romanski svet. Vse to v pričo ptičjega petja in mogočnih starih dreves, ki leto za leto nemo spremljajo predavanja, koncerte, klepete in različne pogovore. Zbudijo se šele takrat, ko se vanje oziroma v njihove veje ujame veter. V Försterjevem vrtu raste prav posebno drevo. To je ginkgo biloba. Vrsta je stara več kot 300 milijonov let in ni v sorodu z nobeno danes živečo rastlinsko vrsto. Drevo je moško in žensko. V ledeni dobi je sicer v Evropi izumrlo, a v 18. stoletju so ga zopet prinesli z daljnega vzhoda, z Japonske in z Kitajske. Drevo je zelo trdoživo in nobene spremembe v okolju mu niso prišle do živega. Ko je v Hirošimi padla atomska bomba, so bili prav poganjki ginkgo bilobe eni prvih pogankov, ki so pognali. In tako trdoživost, kot jo ima ginkgo biloba, imajo tudi knjige. Ni je sile, ki bi lahko uničila knjigo. Ne sežigi, ne politične situacije, ne cenzure. Knjiga in pisana beseda ostaja in njej bomo posvetili današnji misli. Prav tako pa tudi ginkgo bilobi. Ginkgo bilobo poimenujemo različno. V anglosaškem svetu mu pravijo drevo dekliških las. V Franciji ga poimenujejo drevo 40 ekujev. Za toliko denarja je namreč neki Francoz kupil prve sadike drevesa od Angležev. Na vzhodu mu pravijo tempelsko drevo. Pravijo tudi drevo račjih nožic ali srebrna marelica. Nemci, ki se imajo za narod poetov in mislecev, mu pravijo Goethejevo drevo. Zakaj? Leta 1814 je Goethe prijel v roke Hafezov divan. Takoj se je navdušil za orientalsko literaturo in že kmalu, po pol leta, izdal pesniško zbirko Zahodno-vzhodni divan. Povezal je zahod in vzhod, okcident in orient, makrokozmos in mikrokozmos, svet in človeka, kajti tudi vsak človek je mali svet zase. In ena izmed najlepših pesmi, ki jo najdemo v tej zbirki Zahodno-vzhodnega divana, je prav ginkgo biloba. Pa ji prisluhnimo. List drevesa, ki z vzhoda presajen bil na moj vrt, skrite misli je posoda in le redke mostrt. Je to bitje eno samo v sebi ločeno na dve, sta to dve in naj poznamo le kot eno ju ljudje. Na vprašanje v hudih bojih takle je odgovor moj. Mar ne čutiš v pesmih mojih, da sem eden le in tvoj? In sedaj naj vas pospremim na virtualno pot med virtualne stojnice letošnjega Liberaka z besedami starih Germanov. Ostanite zdravi, ostanite zdravega duha, naj vas spremlja Thor in naj vas Odin spremlja za svojega. Od pesmi in germanskih popotnic pa pridemo k formalnemu delu in vabim vas, da prisluhnete nagovorom. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, drage prijateljice in prijatelji Liberaka, naslednje leto se spet vidimo v vrtu za filozofsko fakulteto. Ne, to ni letošnji stavek, to je zapisana želja izpred leta dni, ko smo odprli vrata prvega virtualnega Liberaka. Naša srca pa so nas seveda še vedno vlekla v spomladansko zeleni Försterjev vrt, pa čeprav je bil v zadnjih letih na otvoritvah Liberaka posut z dežnimi kapljami. Upanje ostaja vsaj za naslednje leto, letos pa žal ne gre drugače, kot da se z vrta za filozofsko fakulteto spet preselimo v spletno okolje.
Ampak morda bodo zato stopinje v mestu, kot se imenuje letošnji program, in več kot 20 spremljevalnih dogodkov pustili digitalne odtise, ki bodo močnejši od tistih v prahu mestnega življenja. In se bomo zato v ta virtualni svet lahko znova in znova vračali, tudi takrat, ko bo ta korona le še bled spomin. Hvala vsem, ki ste pripravili letošnji Liberak, vaša volja in zagnanost sta občudovanja vredna, in hvala vsem gostom, ki nas boste pospremili na sprehode po fizičnem in včasih tudi povsem domišljijskem mestu. Samuel Johnson je nekoč o Londonu kot o enem od takih mest, o katerih bo govora na letošnjem Liberaku, dejal, da je človek, ki je naveličan Londona, naveličan življenja. Kajti London ima vse, kar življenje lahko ponudi. In v naslednjem tednu to velja tudi za Liberak. Podajte se na njegove ulice, polne knjig. In srečno! Skozi okno gleda mesto na tisoče luči. V tej pozni nočni uri spokojno vse se zdi. A nekje v samoti nekdo se s sabo bori. Kako bi noč preživel, da jutro daleč se zdi. Le dan mu upanje daje, ko je med ljudmi, da še živi. Ko zora dan naznani, izginejo luči. Nov dan oči mu daje, se upanje budi. Ko sam po mestu tava, vse se lepše mu zdi. Tako davne kdo rokobi, tako močno si želi. A množica obrazov mimo njega hiti, sem se mudi. Izginejo luči. Zopet težka noč ga čaka, se svojih sanj budi. Del življenja bi podaril, da zopet sam ne zaspi. Da čutil bi življenje, dotik bi tople dlani. A nikogar ni, da z njim noč preživi, da ga reši. Skozi okno gleda mesto na tisoče luči. Tej pozni nočni uri spokojno vse se zdi.
luči. Med nami tu so neki osamljeni ljudje. Med nami tu so neki osamljeni ljudje. Pozdravljeni z dvorišča Zavetiške 5, ene od dislociranih enot Ljubljanske filozofske fakultete. Smo na oddelku za arheologijo. Pozdravljam vas ob priliki otvoritve 17. sejma akademske knjige Liber Ac, ki je tokrat namenjen stopinjam v mestu, se pravi glavna vodilna tema je, spoznavanje preteklosti mesta in mest, v katerih živimo. Marsikdaj se ne zavemo, da hodimo po izjemno bogati dediščini. Kot veste, arheologi pravzaprav delujemo na tem področju praktično že 150 let. Naš oddelek seveda v mestu od leta 1923. Ravno sedaj so v Ljubljani odprti kar nekaj arheološko zanimivih terenov, kjer lahko meščani opazujejo vse tisto, kar pravzaprav preteklost tega mesta skriva, od pozne bronaste dobe naprej in pa seveda ostanki urbs quadrata, torej pravokotnega mesta pod rimske Emone, pod današnjim mestom. Trenutno se izkopava na trgu Mladinskih delovnih brigad, kjer je najbolje ohranjen odsek Vie Publike, državne ceste, od Aquileje proti Emoni, ceste, po kateri so hodili vsi pomembni vojskovodje in je resnično to ena izjemna priložnost. Seveda, arheologi mi publiciramo, se pravi naše znanje reproduciramo v obliki tudi knjig. Člani in sodelavci našega oddelka so v zadnjih 10 letih objavili več kot 60 monografij oziroma sodelovali pri njihovem urejevanju. Več kot 700 člankov, se pravi, delujemo na tem področju. Tukaj noti je skritega izjemno veliko znanja. Na drugi strani imamo na našem oddelku tudi knjižnica z več kot 30 000 enotami, to je tretja največja knjižnica v državi in v resnici je namenjena ne samo študentom, ampak vsem tistim, ki jih to zanima. Se pravi, ta čas epidemije seveda prinaša mnoge seveda neprijetnosti, ki se bojo, verjamemo, kmalu uredile, ampak vendarle je tudi bil čas priložnosti za ustvarjanje novih znanj, tudi skritih v naših monografijah. Med drugim lahko povem, da se zdaj pripravlja tudi objava Gosposvetske ceste, tista, ki je torej z odkritji vzbudila veliko zanimanje javnosti. Tudi to bomo v kratkem v okviru nove serije oddelka za arheologijo, torej dokument Arheologika, plasirali. In jaz se prav že veselim prvih odzivov javnosti na te naše izdelke. Hvala lepa. Spominjam se toga, da mali sam bil. Cele dneve priledavi sem rece lovil, med nog pa z neba vrezalo je. Se je z lufta polelo za Škofje vodi, te so pa naša mamca djali. Či ne de vodi, ti ne de meli, kamo sijali, kamo težili. Či ne de vodi, ti ne de meli, kamo te jeli, kak mo živeli. Na den moje ženitve lepo je bilo, svat je veselo spopevali so, nedno pa z neba vrezalo je, se z lufta polelo za Škofje vodi. Pa so pa naša mamca djali, či ne de vodi, ti ne de meli, kamo sijali, kamo težili. Či ne de vodi, ti ne de meli, kamo te jeli, kak mo živeli.
Prišel je tudi žalosti čas. Na cintori mamca spomici odišli od nas. Na dnu pa z neba vrizalo je. Se z lufta polelo za škofje vodi. Gdje sam pa jezdal, deca moja, či ne de vodi, ti ne de meli, kamo si jali, kamo te želi, či ne de vodi, ti ne de meli, kamo te jeli, kak mo živeli, či ne de vodi, ti ne de meli, kamo si jali, kamo te želi, či ne de vodi, ti ne de meli, kamo te jeli, kak mo živeli. Bog meni kak. Spoštovane in spoštovani udeleženci sejma Akademske knjige. Čeprav so razdalje med nami danes nekoliko večje kot sicer, vas kljub temu toplo pozdravljam v Ljubljani in vam pošiljam pozdrave iz Ljubljane tudi v vse kraje, odkoder spremljate in boste v prihodnjih dneh sodelovali v tokratnem spletnem sejemskem dogajanju. Če bi bili časi tisti, kot smo jih bili vajeni, bi se danes zagotovo srečali v zelenem okolju, prelepega vrta v mestnem središču. Pa kljub temu sem vesela in ponosna, da vam lahko zaželim dobrodošlico v imenu Ljubljane, v imenu mesta, ki je zeleno, varno in odprto, kjer živimo skupaj in spoštujemo vse različnosti. In v imenu mesta, kjer imamo radi knjigo in jo spoštujemo. V Ljubljani aktivno krepimo zanimanje za knjigo in branje pri vseh ciljnih skupinah, začenši z našimi najmlajšimi in vse do najstarejših bralnih navdušencev. Prisotnost knjige v mestu spodbujamo z mnogimi programi in dejavnostmi, ki bi jih lahko dolgo naštevala. Ponosno in odgovorno se ponašamo s trajnim nazivom UNESCOvo mesto literature in smo tudi aktivna članica mreže mest zatočišč za preganjane pisatelje. Knjige sem odmeraj smatrala kot svoje zaveznice in menim, da je vloga kakovostne literature dandanes, ko je svet pogosto prehiter in prepovršen, še toliko pomembnejša, tako za spoznavanje sveta okoli nas, kot za vpogled v nas same. In nedvomno tudi za krepitev empatije, solidarnosti in medsebojnega spoštovanja. Spoštovani, želim vam uspešno delo in čim več novih znanj, informacij in dodatno razširjenih obzorij, ter da bi našli čim več odgovorov na vprašanja, ki si jih zastavljate in zastavljamo. Srečno! Še do včeraj nisem videl, še do včeraj bil sem slep. Še do včeraj nisem videl, še do včeraj bil sem slep. Za ljudi okoli sebe, ki z obrazov izgubili so nasmeh. Z oken mojega so mesta zginili cvetovi rož. Z oken mojega so mesta zginili cvetovi rož. Zvečer srečuješ le neznance, pozdravite le kak brezdomni mož. Kje so tisti vsi nasmehi, kje so tisti vsi ljudi, kje so topli stiski rok, živijo stari, mažeke otrok. Kje ste zdaj, prijatelji stari, kje ste družbe pozno noč, ne pustite se ujeti, da samo topline vas jeklino bruč.
špancir si čas zamite, naj družina z vami gre. Za špancir si čas zamite, naj družina z vami gre. Kupice si napolnite, na zdravje voščim vam, saj dobro vas poznam. Naj se vrnejo nasmehi, naj vas življenje radosti. Naj se vrnejo nasmehi, naj vas življenje radosti. Naj vas prijateljstvo sreči, brez vas to mesto ne živi. Ki so tisti vsi nasmehi, ki so tisti vsi ljudi, ki so topli stiski rok, živijo stari, mažike otrok. Ki ste zdaj prijatelji stari, ki ste družbe pozno noč, ne pustite se ujeti, da samota vkline vas jeklino vrug. Naj se vrnejo nasmehi, naj vas življenje radosti, naj vas prijateljstvo sreči, brez vas to mesto ne živi. Naj vas se vrnejo nasmehi, naj vas življenje radosti, naj vas prijateljstvo sreči, brez vas to mesto ne živi.